Med najzanimivejše eksponate Pomorskega muzeja sodi čupa, deblak, ki so ga za ribolov v Tržaškem zalivu Slovenci uporabljali še vse do 50 let prejšnjega stoletja. Original, ki ga hranijo, so v Nabrežini zgradili leta 1882. Ed è molto importante sia perché degli unici 2 esemplari rimasti al mondo, questo è quello più antico, sia perché il Golfo di Trieste era l'ultima zona nel Mediterraneo in Europa in cui le piroghe monoassili ancora hanno navigato. V Trstu so v zlati dobi Avstro-Ogrske delovale številne ladjedelnice. Da bi ladjarje lažje prepričali v gradnjo in jim pokazali, kako lepa ter uporabna bo ladja, so najprej izdelali makete. Tudi te še vedno hranijo v muzeju. Različne načine ribolova pa prikazujejo makete, ki so jih nekoč uporabljali v Avstro-Ogrski mornariški in ribiški šoli. Tu so prvič začeli uporabljati tudi izobate, ki ponazarjajo globino morja. Prvič pa so v Trstu preizkusili tudi ladijski vijak, ki ga je zasnoval češki gozdar in izumitelj Josef Resel. Dai suoi primi disegni lui disegnò anche un cavatappi, non si sa se per far spiegare a chi doveva costruire l'elica come era fatta o se magari tra una bottiglia di refosco delle nostre terre gli venne magari l'idea. Med prelomne mejnike v pomorstvu sodi tudi razvoj radijskega komuniciranja. V muzeju hranijo tipko, s katero je Guglielmo Marconi, izumitelj brezžične telegrafije, v Portofinu leta 1930 prižgal razsvetljavo svetovne razstave v Sidneju. Poleg bogate zbirke maket najrazličnejših plovil, potniških, tovornih in vojaških ladij se lahko v muzeju pohvalijo tudi z izredno knjižno zbirko, ki šteje več kot 8000 enot. Il documento più antico attualmente abbiamo una storia di Venezia del 1695, per dire. Abbiamo parecchi libri del Settecento che descrivono le imprese legate per lo più a Venezia. Ljubitelji pomorstva boste tu lahko odkrivali zanimive zgodbe iz zgodovine sredozemskega pomorstva in nautike. Mi smo na primer izvedeli, da je znani tržaški pomol dobil ime po vojni ladji San Carlo. Zgradili so ga namreč na njenih ruševinah. Vi pa lahko sami odkrijete, kako se je pomorsko mesto rešilo pred Napoleonovo vojsko.